Ja, gledajte, vedno znova me čudi ta evforija med Slovenci. Nekako sem mislil, da po 6 letih, da bo pa vendarle popustila in neka streznitev, kaj je pravzaprav Evropska unija, da gre za popolnoma politični projekt, od katere imajo koristi elite, tudi slovenske. Recimo, gospod Potočnik dobiva 25.000 evrov mesečne plače, gospod Cvikl se je implantiral na Evropsko sodišče za 22.000, gospod Ropar odhaja v Luksemburg za podobno plačo, se pravi od Evropske, ali pa če pogledamo europoslance, zdaj po novem 7.000 neto plače, se pravi, da gre za neko ozko elito, ki ima vezane interese. Preseneča me podjetniški pogled, da vidi v Evropski uniji neko panacejo za slovenske tegobe in ne uvidite, da tisto, kar je dobro, v tem ni vezano z nekim institucionalnim ustrojem, to so pa trgi. Se pravi, večji trg, ki omogoča večjo delitev dela, omogoča enormno povečanje produktivnosti, ampak to samo po sebi ni povezano z temi institucionalnimi odkloni, ki jih lahko dnevno spremljamo v Evropski uniji. Sama institucija Evropske unije, če mene vprašate, je absolutno gnila. Poglejte, proračun Evropske unije 1,27% BDP-ja, kam gre ta denar? Za neko vodenje izrojene skupne kmetijske politike. Pogledate, kaj se s tem denarjem financira v Sloveniji, kljub temu, da smo neto prejemniki, ampak neto učinek, če mene vprašate, je negativen. Zakaj? Ker izkrivlja podjetniške pobude. Namreč zdaj se vsi ukvarjajo s tem, kako črpati, cuzati evropski denar, ta fascinacija z nekimi evroprojekti, pri čemer je pa zaradi omejenosti teh projektov, seveda gre za projekte, ki so totalno nepotrebni. Recimo obnova Mariborskega štadiona, mislim, da je šlo, 5 milijonov evrov. Potem karkoli, kamor gre evro denar, je, mislim, človek se vprašal o pravilni sposobnosti teh evrobirokratov, zakaj se ta denar porablja. Zdaj nekdo bo rekel, 1,27% to ni veliko, smo neto prejemniki, ampak izkrivlja to našo podjetniško kulturo, pojavljajo se v bistvu neki novi podjetniki, ki tu vidijo okno priložnosti v pripravi teh birokratskih evroprojektov. In če mene vprašate, hvala lepa za tako Evropsko unijo. Ja, trgi so super stvar, ampak poglejte, prosti trgi so obstajali tudi v 19. stoletju v obdobju recimo nekako med 1850-1890 ste imeli zlato dobo Evrope, kjer niste imeli nikakršne institucionalne povezanosti, ampak tako rekoč nobenih omejitev carinskih, se pravi, ste imeli skoraj da carinsko unijo vzpostavljeno, imeli ste vzpostavljen sistem zlatega standarda, kar pomeni, da je prihajalo do avtomatskih izravnavanj in da takšnih težav, kot jih imamo danes, preprosto ni bilo. Tako da tisto, kar predvideva, sami vidite pozitivnega v našem članstvu, sploh ni povezano z obstojem Evropske unije, ampak dejstvom, da lahko trgujemo. In zato pa ne potrebujemo Evropske unije, ampak bi bilo popolnoma dovolj, da bi imeli v bistvu multilateralno spoznanje, da je prosta trgovina dobra. Se pravi, ta recimo britanski pogled konzervativcev za časa Thatcherjeve, ki je še vedno v Evropski uniji videla prostor svobodne trgovine, pri čemer morajo obstati nacionalne države. Nikakršne federalizacije ni bila za časa njene vladavine izvedljiva. To, kar pa zdaj, kar se nam obeta, a veste, to smo pa že imeli, to je déjà vu Jugoslavije, nekaj Evroslavije, ki, če mene vprašate,
ni daleč od tega, da bi bil najboljši možni svet in tudi mimogrede ta institucionalni ustroj, se pravi ta sloviti aki, ki smo ga prevzeli, daleč od tega, da bi bil to najboljše izmed možnih institucionalnih ustrojev. Druga zgodba je pa seveda, ali je slovenska politična elita sposobna generirati vsaj primerljiv ustroj in tu je pa moj odgovor seveda nikalen, da v nekem smislu si mi sploh ne zaslužimo svoje države, ampak bi bilo pravzaprav najboljše obdobje slovenske zgodovine bilo v Avstro-Ogrski in žali Bog, da je prišlo do propada.